Živijo, Peter. Živijo. Danes z nami Peter Kauzer, tik preden odhaja na svetovno prvenstvo, si je vzel čas še za kratek pogovor za zon.si, ker pa je seveda v gužvi, smo ga ujeli kar med njegovimi opravki. Peter, tik pred svetovnim prvenstvom, kako izgleda tvoj tipičen dan? Ja, moj tipičen dan je tako. Najprej se zjutraj zbudim, odpeljem hčerko Nolo v šolo, zaradi tega, ker je zdaj prvošolka, je prvič mrl. Pol pridem domov, pojem zajtrk, spijem kavico, se počasi odpravim na trening, naredim trening. Po treningu še kakšne obveznosti, ko jih imam, pol je na vrsti kosilo, malo počitka, spet trening. Pol zdaj, ki so še taki lepi dnevi, pa ki je malo dali dan, se zadržimo še tle v klubu, malo se otroci igrajo, ko jih je dosti in pridemo domov, večerja, pa počasi spat, pa drug dan ponovi vajo. Tako je. Kaj pa prehrana? Je kakšna posebna? Se moraš držati kakšne diete ali si prvoščiš? Ne, jaz si prvoščim. Pač tisto, kar mi zapaše, tisto pojem. Je pa res, da imam po eni strani to srečo, da tiste stvari, ko naj bi bile dobre za športnike, jih imam jaz tudi zelo rad, tako da je na jedilniku ponavadi zmeram tako dosti zdrava prehrana, no. Ampak če mi pa zapaše kak junk food, kakšna hitra prehrana, pogrem pa tudi ne to, no. Rekla sva, da danes ne bo tako športen intervju, bova naredila bolj splošen. O tvojih športnih dosežkih smo že velikokrat. Pa povej, si lokal patriot? Jaz sem. Jaz sem zmeraj govoril, ne glede na to, kam me bo pot nesla po karieri, bom še zmeraj se z veseljem vračal v Hrastnik, ker meni je Hrastnik zelo lepo mesto. V bistvu vse imaš na kupu. Če sem ženo prepričal, da je prišla sem živeti iz prelepe Soške doline, pol že nekaj mora biti na tem. Kaj pa Peter kot družinski človek, kot oče, kot mož? A tudi primeš kdaj kakšen sesalec, tudi kaj skuhaš? Ja, tudi primem to, no, posesam tudi kdaj kaj, pa ne, ponavadi si tako z Janjo si razdelima, ne vem, naloge, če ona kuha, pa jaz pomijem posodo ali pa obratno in jaz, kar se kuhanja tiče, sem bolj za zrezke, pa to Janja pa za vse ostalo. Kaj pa treningi? So tudi v Hrastniku, danes si rekel, da se odpravljaš še v Ljubljano, v Tacen, treniraš tudi še tukaj, doma? Ja, jaz večino cajta preživim tukaj pod Savskim mostom, naredim tukaj treninge in ne vem, enkrat ali pa dvakrat na teden se odpeljem v Tacen, v Ljubljano, tam naredim na divji vodi, na progi, taki, kakor so tudi ponavadi tekme na takih progah, da naredim kak trening, drugače pa večino cajta tle preživim, imam vse, kar rabo. Enostavno je res, tle smo vsi kot ena velika družina tle dol v klubu, ne vem, jaz sem zrasel s klubom gor in tudi veseli me tudi, da Nola zelo uživa tle dol v klubu. Čez zimo odhajaš znova trenirati v Avstralijo, s tabo gresta tudi hčerka in žena, kar nekaj časa boste tam. Po zimi je tukaj problem, pač mrzlo je? Ja, mrzlo je, ampak se pravim, na vse pogoje se moraš navaditi. Nažalost je tako, da treningov spuščati ne smeš, če hočeš neke rezultate dosegati. In zdaj, če pač mrzli, se malo več oblečeš, pa greš vse in na vodo. Sej z leti se to navadiš. Pol, ko imaš pa že rezultate, pa ko imaš od sponzorjev do zveza tisto zraven oziroma nasproti in potem si lahko prvoščiš tudi priprave v toplih krajih, ko je tle res zima, ta prava. Ampak vse včasih pa še tako, ko je sneg po obali, ti pa veslaš tle pri minusu, pa v bistvu ti je na koncu toplo, ko delaš trening. Zdaj, Peter, ti nisi več star 20 let, pa še vseeno si v vrhuncu svoje kariere, kar si dokazal tudi z olimpijsko medaljo, verjetno naskok še na naslednjo. Dokdaj pa planiraš kajakaško kariero? To bi mogli pa žena vprašati, ceta mi je še obstila. Ne, hecam se. Ne, jaz sem pač po Riju sem se odločil, da bom šel še naslednje 4 leta. Ne vem, tukaj cajta že veslam, da 4-letno obdobje sicer je naporen, pa bo še naporen, ampak hiter mine.
Zaenkrat plan je tak, do še vsaj 3-4 leta, da bom vztrajal, ampak je pa res, da bo vse pogojen z rezultati in z voljo pa z motivacijo. Zaenkrat jo še imam, ko bom pa enkrat videl, da tega ne bom več, pa ko bom videl, da se ne bom mogel več boriti za najboljša mesta, bom pa pač rekel, bilo je lepo, dokler je trajalo, zdaj pa gremo kaj drugega delati. Želiš potem se lotiti trenerstva, ostati v kajaku na kakšen drug način? Ja, jaz imam želja je, da bi v bistvu prenesel znanje, ko sem ga jaz pridobil skozi vsa ta leta kot športnik na mlajše tekmovalce, na mladino, zaradi tega, ker dostikrat sem rekel, da je kajak moja prva ljubezen in bi mi bilo zelo hudo, če bi vedel, da bi nastala luknja za nami, za tistimi, ko smo zdaj v svetovnem vrhu v Sloveniji. Tudi tvoj oče je bil zelo dober kajakaš, ti si številka 2 za njim, a boš tudi številka 3? Ne. Ne, to si se zdaj ti odločil, Nola bo verjetno imela še čas, da o tem. Nola bo imela čisto prosto pot, prosto odločitev. Karkoli se bo odločila, jo bomo z Janjo 100% podpirala. Na koncu koncev to njeno življenje in ona bo z njem upravljala. Midva smo pa sam, dokler ne odraste v podporo in da jo pravilno usmerila. Je pa že vsekakor bila v kajaku, mislim, da že zelo kmalu, skoraj prej v kajaku kot hodila, a ne? Ja, je bila dejansko, mislim, da ko je bila še ne 1 let ali pa 1 let stara, sem jo prvič posadil v čoln dol na morju. Šla z mano, je bilo všeč, je kar vriskala, ker je vse špricala, ker je voda špricala, pa tudi letos je bila že tudi sama v čolnu, tudi tlele pod Savskim mostom je sama veslala. Ampak silujo ne bom, to nese sama. Pa mogoče poveva še za konec, Peter, kaj so tvoje glavne vrednote? Moje glavne vrednote? To mogo kjerga drugega vprašati, ne mene. Jaz sem, kar se tega tiče, sem zelo malo sramežljiv. Ne vem, jaz sem čisto normalen človek. Tako kot vsi ostali, tudi počutim se normalnega, nisem nič več, nič manj. In jaz mislim, da ta skromnost jaz tako pravim, skromnost je lepa čednost, z vidika športa sem pa perfekcionist. Kaj bi svetoval mladim športnikom? Prvo kot prvo je to, kar delate z veseljem. To je najbolj pomembno, ker ko se začnejo sploh pri vrhunskem športu, je to, ko se začnejo enkrat močni treningi, če ne uživaš v tem, kar delaš, zelo hitro lahko obupaš. Drugo je pa to, da ne obupaj, probi čim dalje priditi oziroma čim bolj vztrajati, da vidiš, do kam te pot nese. Ok, Peter, hvala za danes. Lepo te je bilo srečati. Enako.